Dober dan, iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na vesti. Tokrat očitno vse tja do kulture, sodeč po temle scenosledu, Patria, Patria, Patria in še nkrat Patria. Poslušajte ljudje, Šiško, če smem pri tebi vložiti ostro protestno noto, meni je tega dovolj. Naveličan sem, nažrl sem se te Patrije, gledam jih po televiziji, poslušam jih po radiju, po vseh medijih, eno in isto, kot da se futrajo iz enega in istega lonca, skozi govorijo eno in isto, in potem žrejo iz tega lonca eno in isto, potem žvečijo, potem en plune ven, en drug spet pobere, da v usta prežveč, zbruha, potem naslednji spet to malo srkajo, pa spet prežvečijo, malo premišljujejo, skozi eno in isto, že mesece poslušam. Pičkava materina! Ampak danes imaš v angleščini. No pa v redu. Janez Janša bo danes nastopil na finski televiziji Channel 4. No, ne vem, kako se po finsko reče. Kanal 4. Po finsko. V oddaji, ki je pred njim gostila porno zvezdnika Rona Jeremija. Zdaj pa mimogrede, jaz sem si tole oddajo malo gledal. To je en talk show z eno tečno pičko. In kolikor sem kritičen do vlade in do predsednika Janeza Janše, mislim, ta pička je prav, tudi kaj prej, ki je imela Rona Jeremija, ti sem se najprej gledal, se tako obnašali, a res, a ja, tako, a taksi, a ja, a to poješ tudi. Mislim, tako bi jo zabol, da se prav prijavil bi se, bom jaz gost, jaz sem tlele v Sloveniji glavni, da pridem tja na Finsko, prvo vprašanje, ki me vpraša, fuk na pičko jo sekam, tečna baba, veš kako zoprna. Na koncu, ko se je z Janšo pogovarjala, a veš, pol že, ko je on šel, on tako na razdaljo, veš, da jo ne bi mogel sekati, mu je rekla, no se o tem bomo poročali kasneje, kaj mu je rekla, prasica umazana. Kje sem ostal? Janša je v intervjuju povedal, ampak bi jo mogel usekati bi jo mogel na pičko in jaz bi mu dal prav. Janša je v intervjuju povedal, da je po njegovem mnenju finska vlada lastnica Patrije. Po njegovem mnenju je finska vlada lastnica Patrija. To se ne ve, ali kaj. To se, jaz mislim, meni se zdi, ali. First of all, we want Finnish government, which is the majority owner of Patria Enterprise, to answer if those papers which were mentioned in TV emission and which are supposed to prove the accusations against me are published publicly. Predsednik slovenske vlade je ocenil tudi finsko zakonodajo in zagrozil, da jo bo slovenska država izkoristila. You have quite strict laws and I think that we all have to respect them. Po končanem intervjuju pa se je voditeljica Marija Vejtola takole poslovila od slovenskega premijeja. Glejte tole. Prikleta vipera zahrbtna. Thank you. Okay, thank you. All right, thank you, sir. Thank you. It was a pleasure. May the force be with you. Kaj praviš? Tole Marijo treba našeškati malo, ne? Neke take, veš, geste, veš. Mogoče pa razlog v Fincih, jo premalo šeškajo. Našeškati je treba to, našeškati. Marija, pusti nam Slovencem, da zdaj bavamo našega premijeja, tebe bomo pa našeškali. Našeškali te bomo. Pridi sem, ti bo striček dal piškotka, pridi Marija, pridi. Jo bo kaže, a to je mraveljica pičla, vridi, kot če malo pa striček, malo pa šeško, na šeško. Ej. A sem jaz zdaj zabaval Finca, kakšnega finskega predsednika? Pa dobro vemo, kakšen je. V državnem zboru so poslanci na zahtevo strank vladne koalicije ves dan razpravljali o aferi Patria. Za vse skupaj naj bi bila po njihovem mnenju kriva opozicija. Janez Janša pa je dejal, da so na aferi jasno vidni prstni odtisi vodje Komisije za boj proti korupciji Draga Kosa. No, to je dobro.
So vzeli prstne odtise za afere dol. Po njegovem mnenju je letošnja predvolilna kampanja najbolj umazana doslej. Ni najbolj umazana, ne. So bliže bolj nizki udarci. Ta je najbolj smešna, je v redu. Enakega mnenja je bil poslanec LDS Rudolf Moger. Če pa je po mojem mnenju kaj umazana kampanja, govorim s polno odgovornostjo, je pa to 750 000 tednikov in kdor lahko tako kampanjo financira, če pogledate 750 000 izvodov je, en izvoda zagotovo, ker je treba tu še poštnino računati, da je dostavljeno strankam, stane približno 2 evra in zdaj 750 000 krat 2 evra, ste že tam blizu 1,5 milijona evrov. Do katera stranka si lahko privošči vsak teden za volilno kampanjo vložiti 1,5 milijona evra. In če je kaj umazana kampanja, je to. Politiki vladnih strank so v zadnjih dneh spet precej govorili o novinarstvu, blatenju domovine, o novinarski neodgovornosti, zavajanju tujih novinarjev in izvažanju laži. O tem, zakaj afera ne more izvirati iz Slovenije, pa nam je svoje mnenje povedal fotograf Borut Peterlin. Noben v Sloveniji ni kakorkoli namigoval, da bi bil premier vpleten v afero Patria. Mislim, nihče, celo Rok Praprotnik, ki je po mojem mnenju brez dvoma, če ne najbolj, pa en izmed najbolj obveščenih novinarjev, je v svoji kolumni napisal, da tudi on ni nikoli niti posum, niti najmanjšega indica zasledil, da bi bil premier vpleten. Tako da, mislim, in to je dejansko element, ki nas vse je šokiral in nas pač vrgel, celo Slovenijo vrgel s tirov. Zakaj v oddaji o Patriji novinar ni navedel svojih virov ali dokazov, pa nam je razložil Ika Ahtiainen, novinar finskega Helsingin Sanomata. Journalists also have to protect their sources. So let's say the source is police. Then I'm sure the journalists don't like to reveal that okay, it was the police who gave it to me. In kakšna bi bila po njegovem mnenju reakcija na Finskem, če bi kdo obtožil korupcije njihovega predsednika vlade? Generally speaking, perhaps the political climate, also the way of journalism, it's a little more moderate than here in Slovenia. But of course, I mean, if there were such a case, of course, every paper, every TV channel would make an own effort to find out what the truth is. Slovenija, 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 kulturac. Mladi pisatelj Goran Vojnović je sinoči v nabito polni knjižnici v ljubljanskih Fužinah predstavil svoj roman Čefurji raus. V Fužinah imajo knjižnico. Kaj imajo? Alan Forde. Seveda je bilo govora tudi o Manifikovi pesmi z naslovom Kdo je Čefur, ki je bila leta nazaj veliki slovenski hit in še vedno je. Če začneš pisati o Čefurjih, nekako moraš poštevati vse, ki so do takrat že spregovorili. Mislim, da je bil Robert prvi, ki je začel Čefurje nekako pelil v popularno kulturo. Vedel sem, da bo neka reakcija, ampak niti ni to, da se jaz ukvarjam, pa tudi on se bojo, da bi provociral nekaj, ampak enostavno ne pride več božga ven. Včeraj so na Ptujskem gradu v okviru festivala Maribor nastopili Richard Tonjetti in Satu Venska na violini, Aleksandr Milošev na violi, Henry Zigfridsson in Boris Berezovski na klavirju, Marko Iljonen na violončelu ter Knut Erik Sandkvist na kontrabasu. Jebite se vsi s temi imeni. Še vreme? S Finske prihaja močan in nenavadno vroč severni veter,
ki utegne tudi v Sloveniji v naslednjih 3 tednih povzročiti korenite vremenske spremembe. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile Vesti na vesti. Nasvidenje.